Že 26. je otok ljubezni zaživel s tradicijo bujraštva. Od tega oziroma prek njega so v Ižakovcih prišli do turistične točke, ki je postala ena najbolj prepoznavnih v pokrajini. Smo uspeli nekako zadeve združiti, predvsem na račun sodelovanja vseh krajanov, vseh društev v vasi, pa tudi širše s podporo občine Beltinci in pa Zavoda za turizem občine Beltinci. Ključno je pa tisto sodelovanje krajank in krajanov in pa vseh društev v vasi, ki nekako enotno delujejo ne samo v času prireditve, ki traja ponavadi 3 dni, ampak tudi skozi celo leto. In kaj obiskovalce otoka ljubezni najbolj pritegne? Poleg mlina potem tudi brod, ki nekako povezuje levo in desno stran reke Mure, sama vožnja z brodom, predvsem pa sama točka, neokrnjena narava, mir v okolici, ki se pač tukaj čuti sproščenost, vzdušje, to je tisto, ki nekako ljudi najbolj navdahne. Kaj pa je danes s krivci, zaradi katerih se je vse začelo? Ponovimo najprej, kdo so in kaj so počeli. Nekdo sveta za časa stare Jugoslavije, te so bujroše nekako najbolje poštovali po obmiri. To so vodni delavci bili. Najprej so pavše sekali, te so volci delali, te so traverse delali, te je pa to vse naprej šlo. Kako se obrača pod svet, novo tehnologijo, ali kako bi zdaj pravil. Tako je zdaj že tako delač prišlo, ko se na Muri praktično nikaj ne dela. To, ko imamo za prikazati, prikažemo, ko se malo spominjamo, zdaj, da smo mlajši bili, sem jaz 74. leta prišel, te smo še z lesenimi teligami vozili. Te še ne je bilo v gumijo. Te so pa baz mislili, kako so ove lesene gore bili, kako so se kubiki, kako je primer eno vozilo, gumijeva potače. Te pa, če si debeli komen gorno klov, se potač v Kyper, pa si pa ne mogo peloti. Tako je zdaj, mi malo obujamo to te stare običaje, kako so že moji oče tu delal po pokojnje, Krapec, Francun je bil majster, delovodja. Zdaj pa mi malo mlajši, navednicoj, še malo to prikažemo, kako so nas te stari ljudje prikazali. Ponavadi pravimo, da na mladih svet stoji in pri bujraših. Zdaj gledajte, koliko je mladi, 2 malo srednji leta isto. Ovi mali po nekaj, zdaj če bi mali deci pravu, čiš ga pito, boš bujraš, ja, da zrastin, da pa zrasti, pa tudi več ne da. Na bujraških dnevih pa za najmlajše vsako leto pripravijo likovno delavnico. Letos smo pripravili 4 različne kotičke, v katerih so otroci lahko ustvarjali. Oblikovali so iz gline, slikali so na vaze, ustvarjali iz naravnega materiala, barvali, risali prosto in pustili prosto po lastni domišljiji. Čeprav je dnevni red stalen, poskušajo vsako leto dodati kaj novega. Letos recimo smo malo zdaj združili to bujraštvo, prikaz bujrašev, potem tudi nekako prikaz pečenja rib smo ga poimenovali na indašni način. To je pečenje rib na odprtem ognju, ki je nekako znano za to področje. S tem so nekako tudi se prehranjevali nekoč tudi bujraši, se pravi na odprtem ognju spekli ribo. In novost je tokrat zares zaživela. Pri Muri se je puno rib speklo, puno so na mlini toga delali, da so to odcvrli, bomo pravili volje, tak, ne, z mursko vodov. Mi smo se odločili, da malo prikažemo to pač v tom smislu, malo izvirno, kako je to nekdo bilo. Kaj se pač drva zakurijo, kaj se riba začini, pač speče vsakši po svoje načini in tudi s tem smo malo zdaj napravili še poleg vsega malo druženja. Fej smo let pritegnuli zdaj tudi mlade, taka zadeva kar začala laufati. Čar tega vsega skupaj, bom pravil, je začimbe, ker riba mora biti izredno okusna in tudi izvirna miza mora biti, ker pač tista miza, kjer se vse v Kyper to dogaja, mora pač biti pripravljena tako, se to pač na tisti skromen način, ampak lepa, ne? Tradicija bujraških dnevov pa so tudi vsakoletni pogovori o reki Muri in tem, kaj storiti z njo. Ali jo zagraditi in postaviti elektrarne, kot si prizadevajo Dravske elektrarne, ali ohraniti naravno v okviru biosfernega rezervata, pri čemer je zagovornikov čedalje več. Mislim, da smo strnili vrste, še enkrat. Se že nekaj let na bujraških dnevih ni govora o tem, ali elektrarne bodo ali ne bodo, ali bi jih imeli, kaj prinesejo koristi v regijo. Nekako je več čas sporočilo tudi že predstavnikov lokalnih skupnosti in ostalih področji, ne rabimo jih. Mi bi samo radi razvoj, dovolj vode, zdravo življenje, ohranjeno pokrajino in to je to. In elektrarne seveda tega ne prinašajo. Strnili smo vrste ponovno.
Se pa vsi strinjajo, da jo je treba izkoristiti za namakanje in da ni sprejemljivo, da nam odteka mimo presušenih polj. In to bi bilo mogoče tudi brez elektrarn.